pozdravim tudi z moje strani. Pravijo, ko je ponos najlepa vrlina. Biblija celo pravi, ko je ponos greh. Zato, jaz sem pa bil te dni, včeraj pa 2 dni nazaj tu v Žrnovlje, pa sem bil ponosen. Ne na sebe, ampak sem bil ponosen na naše sodelavce, ki sem jih tam videl, na dekle, dečke, atije, mamice, ki si vzamejo dopust, ki si vzamejo fraj in služijo bodočim generacijam, služijo dece. Nekaj tega smo že tu videli. In včeraj, da sva se z Gregom telefonirali glede našega bogoslužja, sem to pesem, prav jaz, če bi to lahko popevali, ki uči, ne bode blagoslov na naslednjih generacijah, ki prihajajo. In dragi moji, ko ostaja za nami? Naše življenje je kratko, bi bilo na samo vči. 70, prej že zača, ne? 60 zača že, 70, če smo krepki, 80, malo što je duže. Ko ostaja za tebe? Zato dajmo vse koleko. Vložimo po bodoče generacije, ki do naprej gradile Božje kraljestvo v zaklad, ki ostane, kajti vse ostalo prejde. Tako, pred pridigov, ker imamo tematiko pridig Jezusovi čudeže, sem tudi jaz na to temo pripravil eno pridigo in tu je spet eno zelo znana tema ali lekcija ali zgodba ali kakoli bi pravili iz Janeza 5. poglavja, kjer so opisane ene terme v Svetem pismu. Malo drugače, v drugačni obliki, ampak tam to piše. Lahko stanemo gor, kljub temu, da smo bili kar malo prestali, ampak zdaj se mi je lepo zdelo, da je Gregor pravil, vstanimo do spoštovanja do Božje besede. To je zelo dobro. Janez 5 od 1 naprej. Potem je bil judovski praznik in Jezus je šel v Jeruzalem. V Jeruzalemu je pri ovčjih vratih kopel, ki se po hebrejsko imenuje Betesda in ima 5 pokritih stebrič. V njih je ležalo veliko bolnikov, slepih, kromih in sučnih. Čakali so na varovanje vode, kajti od časa do časa je prihajal v kopel Gospoda angel in zburkal vodo. Kdor je po zburkanju vode prvi vstopil vanjo, je ozdravel, naj si je imel katerokoli bolezen. Med njimi je bil tudi človek, ki je bil bolan 38 let. Jezus ga je videl, kako leži tam, in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel, bi rad ozdravel. Bolnik mu je odgovoril, Gospod, nimam človeka, ki bi me dal kopel, kadar se voda zburka. Medtem, ko grem tja, se spusti pred menoj kdo drug. Jezus mu je rekel, vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In mož je takoj ozdravel. Vzel je posteljo in hodil. Tisti dan pa je bila sobota, zato so Judje govorili ozdravljenemu, sobota je, ne smeš prenašati postelje. On pa je odgovoril, tisti, ki me ozdravil, mi je rekel, vzami svojo posteljo in hodi. Vprašali so ga, kdo je tisti človek, ki ti je rekel, vzemi jo in hodi. Ozdravljeni pa ni vedel, kdo je tisti. Jezus se je namreč umaknil, kjer je bila ta množica. Poznaj ga je Jezus srečal v templju in mu rekel, vidiš, ozdravel si. Ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Mož je odšel in sporočil Judom, da je Jezus tisti, ki ga je ozdravil. Zaradi tega so Judje preganjali Jezusa, ker je takšne reči delal na soboto. Jezus pa jim odvrnil, moj oče dela do zdaj in tudi jaz delam.
Zato so si Judje še bolj prizadevali, da bi ga umorili, ker ni samo kršil soboto, ampak je tudi Boga imenoval za svojega očeta in si tako delal enakega Bogu. Gospod Jezus, hvala ti je za to dragoceno besedo. To te prosim, da odpreš naša srca, naš da bi imeli vsaj par stvari, ki jih imaš tu zapisanih. Gospod, dragi, hvala ti je, da si ti tudi gnez, isti kot takrat, pa tisti kopere. Da ti še gnezden ščeš spreminjati življenja ljudi. Amen. V tom tekstu je dosta stvari, katerih bi lahko gučali. Jaz bi se pa osredotočil na 2-3 stvari. In sicer tu vidimo, da so ljudje iz vseh strani prihajali v Jeruzalem, šli so na praznik, verjetno je to bil praznik Pashe, točneje ne pišemo, ampak to je bil praznik osvoboditi njihove iz Egipta in začetek njihovega novega življenja. In ta pot, ki jih je vodila v tempelj, v mesto, ide mimo teh ovčjih vrat in to je kričala beda. Videli so bedo, betežni, hromi, slepi, izobčeni, ljudje brez vipanja. Tom vegetirajo v bazene, imenovane Betesda, kar pomeni v prevodi hiša milosti. Dan za dnem ležijo tom na svojih preprogah, imajo ali pa nemajo niti najnujnejših stvari šternicujo. Brez možnosti, realne možnosti, povemo, kaj bi se kaj spremenilo. Njihovo edino vipanje je bilo to, da se včasih ta voda premekne in da što prvi pride noter, da se ozdravi, kajti imela je zdravilno moč. Biblia Božja beseda pravi, da je Gospodov angel prišel in jo zburkal. Ampak znate, te ljudje tudi v vsej svoji bedi, kako so bili ena zelo neusmiljena skupina. Znali so samo eden. Što je to? Zagledali so na sebe. Kajti le tisti štiri prvi pride noter, da se ta voda zburka, da je ozdravel. In zelo malo je bilo tistih, ki so to ozdravljenje doživeli. Ampak znate, vipanje umira na zadnje, pravijo. To je bilo edina stvar, štere so še se leho držali. Torej, veljal je med njimi zakon najmočnejšega. In to izkušnjo so imeli te hrome, slepi, izčrpane, izobčenci, dobesedno tistega časa. In tudi gnezden, dogrataš betežen. Jaz imam malo probleme, še itak stavk moj boreliozov, desno roko lepo zdigne, leva sploj lede, bomo videli, kako ste ga gratalo. Ampak, dogrataš betežen, kako potem naprej? Če si privilegiran, če imaš šanso, da imaš dodatno zdravstveno zavarovanje ali kakšno zavarovanje, prideš prlej na vrsto, če si lahko to privoščiš. Če imaš možnost, da si vplačaš dodatno penzijo, da boš nazaj na stare leta lahko bolj dostojanstveno živo, lahko. Zakon močnejšega. Tisti, štiri imajo družino in prijatelje, tisti je mogoče malo ležej. Ko pa tisti, ki so osamljeni, ki so sami doma, ostareli, slobi, što da njim pomaga. In danes še ena privilegija, štero vsi dobro poznamo. Znate, kaj ko ljudi mene zove? Če ti koga kjer poznaš, te me lahko noter spraviš. Poznanstvo, privilegija, znamo od kojeg učimo, ne? Veze. Velja zakon močnejšega in že takrat in tudi danes. Bojmo se iskreni. Ampak to je bil človek, šteri je ležal tom že leta in leta. Zelo betežen, 38 let, nepredstavljivo. In to je bila tu, vsaj zapisana, ena usoda od mnogih, ki so bili ton, ki so čakali, da se končno ta voda zburka, da se mogoče što je lahko približal, ali pa vsaj eden izmed mnogih. Ampak
To osebo je nekdo zagledal. Da je Jezus videl, da tam leži oseba, tako dolgo let, pride k njim pa je pravi, ali ščeš ozdravete? Pa kakšno je to vprašanje? Let pa to vprašanje malo cinično. Ko se pa dela z mene norcami, pravlje? Pa jasno je, da se vsake betežni želej, ki bi ozdravil. Vsaki slepi ščej, ki bi spregledal, vsaki hromi ščej hoditi, vsaki oslabele ščej, ki bi nabral novih moči, da bi lepo šel naprej. Ali ne? Tok je. Vsak si to želej. In Jezus pride k njeme, 38 let leži tam, betežnome. Pa pravi, ali hočeš ozdraviti? Znate, če si ti tega ne želiš, ozdravljenje ali kaj drugega, potem ti to ne pričakuj. Medicina je potrdila to, ko v Bibliji piše, telo in duša spadata skupaj. Obstajajo fizične bolezni, ki izvirajo iz duševne bolezni. In obstajajo duševne bolezni, ki jih povzročajo fizične bolezni. Razmislimo malo. Moja tašča in tasta zdaj bila 3,5 tedna na kure, kako se to mi pravi, terapije. In tam so imeli tudi predavanje. Pravijo, če vas mali prst boli, in tudi te, da vas ne da več bolo, viš itak imati po zavesti, ka boli. Enostavno se to vgradi noter. Včasih, če se spomnite, če ste plontale, pa več ne bolelo, ampak itak se tisto nogo vse vleko tok na raje, ker si se tok navodil. In naša duša, naše življenje in pa telo je zelo povezano. Sami Rimljani so zapisali, prositi moramo, da bo zdravem telesu zdrav duh. Ne glede to, ali je to fizična ali duševna bolezen, ali je te človek, ki je tam bil zdaj, 38 let, zbolel zaradi svoje krivde ali zaradi krivde drugega, ne vemo. Niti ne vemo točno, kaj je bilo, znamo, kaj je ležal tam, kaj je bil fejst betežen. Ampak Jezus zelo tu jasno ga pita, ali ti to ščeš, kaj bi ozdravil. Naša notranja volja mora biti, kaj ščemo ozdraviti. Se mogoče spomnite primer, da so bili ljudje betežni. Pa smo pravili, somna Cjofije obupo. In potem je mrl. Dosta, jaz se spomnim takšnih primerov, tudi enega mojega sodelavca. Ali pa, če ga tej pa to ne bi gor držalo, bi že daven den, da več ne bilo med nami. Se spomnite takšnih izrazov, 4 fraze krožijo noter, da znamo ljudi in primera. In te človek, ki je pa tam ležal ob toj kopeli, pa pravi, pa Gospod, pa nemam človeka, nemam nikoga. S čem si, ka bi bil zdrav, s čem si, ka bi pa hodil svoje besede uporabljam, ampak da pride ta angel, ka se voda zburka, da se voda premika, njega nikoga ob mene, ka bi mu pomagal, ka bi ga prišel notri v vodo. In dragi moji, zdaj postane beda tega človeka še bolj jasna. Tu se ne ide samo za telesno bolezen, pa človek ne more hoditi, ampak se ide predvsem za osamljenost. Malo poslušajte psihologe, medicino, zaradi osamljenosti ljudje gratajo betežne. In zaradi bolezni mnogi gratajo osamljene. Zaradi krivde, štero ti nosiš v svojem srcu, dostakrat grataš betežen, dostakrat grataš osamljene. Razmislimo o teh besedah.
In kako dobro je, če realno in trezno lahko razmislimo in se v tom najdemo. In kako dobro je, te v tom primeru, če što pride in to tvojo potrebo vidi, pa pravi, ti ničaš pomoč, ščeš ozdraviti. Po minulih časih poslušamo po medijih, spet ponavljam psihologov, čas korone, da je bila karantena, da so ljudje ne smeli ven, da je bilo vse prepovedano, koliko psihičnih bolnikov je zaradi tega. Kako se je povečala stopnja samomorov, tudi pri nas v Sloveniji. Zakaj? Ker so ljudje gledali sami, brez vipanja, betežne. In kako pomembno je, da takrat, da se v takšni situaciji, da te nekdo vidi, kako je Jezus tu videl tega človeka. In draga cerkev, pomembno je za nas kot skupnost, da se skrbimo eden za drugega, da se obiskujemo. Mi, ki imamo družine, mi tega dostakrat ne opazimo. Mi dostakrat to ne opazimo, ampak jaz vrnem, če bi tu pito ostarele, če bi tu pito samske, če bi tu pito betežne, ki ne so mobilni, ki nikaj ne imajo priti, ali ne lepo, kar što pride, kar se zna s kim, ko pogučate, kakšno kavo spite, ali ne lepo, kar se srečaš. En večer, te kjerne sem bil sam doma, to sem kratki čas bil, pa vidim, ka Milenka sedi Trkova gor na dvorišče, na klopi, pa idem gor k Milenki, vrem, Milen, kako si? Tako je pravila, pa ne mre verovati, Trkov breg je prazen, ni drk nikoga pre njega, ljubi so odišli na dopuste, Mira je delal, noši so si bili na tabore, dugi cojtnigi. In to so samo par dni. To, kaj ono celo pravi, ni drk žive duše. Vse pozimo eden na druga, da što ne pride v osamljenost, v pozabljenost. Zaznajmo, povejmo se, da je što betežen. Dragi, če nekak izmed nas, ki smo tu v cerkvi, je betežen, povej v cerkvi, povej enom iz človeka, što mi zavipas, poslušaj, ne da mi dobro, molite se za mene. Meni je, da me v nedelo, da je pravo, če se najmo, kad bi se molili za mene, tudi ti me pide, če se neče mer za pravo. Ne, pa jaz stojim, živim, to je odprej to, ne skrivam ga nič. Povejmo en drugome, nosimo bremena en druga. Zato je cerkev, zato je skupnost. Zaznajmo, da je nekak žalosten, zaznajmo, da je nekak v potrebi in nudimo jim pomoč. Pitajmo ga, ne samo zdaj, da je korona, pa si bil v karanteni, ko si ne smel iti ves kuće, trebejte kaj prinesti, trebejte kaj pripeljati, da smo eden za drugega šli v bolto. Če drugo ne, da obišči ga in prekriže svoje roke nad njim in se moli skupaj z njim. In to da že človeki dosta pomenilo. In še eno močno sredstvo, štero imamo mi, kot cerkev proti osamljenosti. In dragi moji, to je cerkev. To je skupnost, kjer se mi zbiramo. Imejmo to za privilegij in ne obvezo, ko pridemo v cerkev. Večkrat na kere, ne samo za nedelo zagojno. Naj se bodo to molitve, naj se bodo to aktivnosti med kedno, kot so rangeri, deca ali vodje, naj se bodo to zbor, tamburaški zbor. Imejmo to za privilegij, ko se lahko dobimo skupaj z isto mislečimi. Doma se zadosta son, tisti, ki ste osamljeni. Zato izkoristi možnost, da prideš v skupnost ljudi. In to vprašanje, štero je Jezus postavil tome hromome, ali ščeš uzdraviti? To vprašanje postavlja tudi non. Ali ti vidiš situacijo, v štero živiš, ali si pripravljen, ali ščeš tej situaciji, kaj spremeniti. Če ščeš, kaj spremeniti, potem dovoli Gospode, da posegne. Jezus, da je videl tega brezupnega človeka in jim je bravo, vstani gor, vzemi svojo posteljo in ide.
Ali je to na vrste predrznost. 38 let je ne stal na svoje nogaji. Mi znamo, tisti, ki ste imeli gips, koliko roka ali noga, ko pač imaš v tistih 4-5 tednih slaba grata, trda grata. Po 38 letih jim pravi, gor stone, ampak Jezus zdaj pokaže svojo moč, svojo nadnaravno moč, da lahko človek resen vstane in ide po svojih nogaj. Dokaj je pacient zbral ves pogum in Bogu napravil to, ko njim je tej neznanec v tistem trenutku še. To se ti moramo zavedati. Kasneje je Jezus se razkril, što je. Te neznanec, ko njim je pravil, šel je gor in te človek je ozdravil. Nihče ne ve, kako to deluje. Tudi jaz sem na svoje oči videl mnogo čudežev, da so hrome sprehodili, da so slepi videli, kako se to zgodi, da sam Gospod zna, ampak On je ustvaril naša telesa, torej lahko in zna jih pozdraviti. In čudeži, ki se dogajajo, znate, čudeži pričujejo o Božoj moči. Čudeži pričujejo o Božoj ljubezni. Zakaj o Božoj ljubezni? Ker Bog šče, da tisti, ki njemi zavipajo, da jim je dobro. In to je Gospodova vola. Človek, da opazuje, da se te stvari dogajajo, je lahko le hvaležen in se veseli, da je bil deležen tega milostnega dara. In znate, tu je grato nastal potem še en čudež. Ne samo to, da je te hrome sprehodil, ampak ne, tista kopel, tisto zburkanje je postalo odveč, kajti son Jezus je grato zdravilec. Pojavil se je novi svet, ne si več ti sam sebi najbližji, ampak videli so, da obstaja nekdo, ki je ob njih, ki se skrbi na njih. In tako so tudi eden drugome pomagali. Osamljenost, to zavipamo Gospode, je premagana, kajti avtomatski, da mi Gospode zavipamo, smo vključili tudi eno skupnost, če mi ščemo. Spet je na nas, smo vključeni v eno skupnost, ki lahko premagamo svojo osamljenost, ki lahko Gospoda doživimo to ozdravajočo, to zdravilno izkušnjo. Žalostno in prej sem to omenil, je pa to bilo, da te ozdravljene sploh ne opazil, što ga je ozdravil. Ampak enostavno zavipal to neznanci. In kasneje, da so se Jezus in pa te ozdravljene srečala v templju. In ko meni to je tudi zanimivo, da je te človek šel po tom ozdravljenje v tempelj, v dom Božje. On je šel, da se je zahvalil Bogu, ker je sam se zavedal, ne vem što, pa kako, ampak znon, da je Bog posredoval. In da so se njiva z Jezusom srečala tam v templju, njim se Jezus razkrije. In, dragi moji, dostakrat se nam tudi lahko zgodi, da Gospod stoji ob nas blagoslavlja, kako smo popevali. Da stoji pred mňo moj odrešenik, ki ozdravlja moje bolezni, kakšna koli ne bode, in ga sploh ne opazim. Mogoče še itak čakamo na šestico na loterije in si mislimo, če to dobim, temu veseli pa srečen. Mogoče si čakamo na kakšno kole žuburenje vode, da se zgodo en čudež nad našimi življenjami, da nam to prineslo veselje, zadovoljstvo. In ne zavedamo se pa, da je Jezus zapustil tiste bazen, tiste terme in je postanil moj osebni odrešenik. Živi z menom, dnevno, na vsakem koraku, ki smo. In vsaki dan znova te spetavlja, ščeš ti to, ali me ščeš ti slediti. In draga cerkev, meni se zdi včasih, da mi čakamo, ka more priti ne vem što, ali se mora zgoditi eno ali ono, ka mora priti
posebno maziljen govornik, ali se zgoditi, da bi se zgodil kakšen čudež, ali pa moramo iti na določeno konferenco ali koncert, kjer bi se zburkala ta voda, ki bi doživele čudež odnošnja Gospoda, ampak Jezus, Božji sin, je med nami tu. Tudi zdaj, v toj nedelje, v Nuskovi, prisoten. In on te pita, ko ščeš? Ali vidiš ti, sploh ščeš, ko znaš. Sploh znaš, ko ščeš. Pitamo se, ko ščem od Gospoda? Si zadovoljen za situacijo, v kateri si? Hvala Gospode. Ko ščem od Gospoda? Pobožni Judje so takrat protestirali, pa v soboto ali nedeljo ne dovoljeno delati. Kako leko Jezus napravi čudež, kako ti dovoliš apostolu tu kolvrat, nosiš pa se seleš v soboto od tiste kopelje, ne vem koma. In dan danes je nedelja, kot za takrat za Jude, za dosta ljudi sveta. Za nekatere pa je tako vsaki drugi den. Za nas, ki verujemo v Jezusa Kristusa, mora biti nedelja praznik, veselje in spomina. Ko se spomnimo, kako se je vse začelo. Sam Bog je na začetku, da je končil svoje ustvarjanje, se je dojsel in užival v stvarstve. Ono je pravo, da tudi mi na en dan posvetimo njemu. Zato si vzemimo te čas in uživajmo v Božjem stvarstvu, v tem, ko je on ustvaril. Uživajmo v blagoslovih, ki nam jih daje on, če se zavedamo ali ne. Kakšna panika je danes v gospodarstvu? Kako bomo preživeli zimo? Ali bomo imeli plin, ali bomo imeli nafto? Kakšna bude cena pšenice, da zadosta krije za vse? Kaj se je zgodilo z varnostjo? Kaj se je zgodilo te, ker je stal vročinov, ki prihaja? 47 stopinj nekatere kraje. Anglija je razglasila za te vikend izredne razmere. Na 40 stopinj, ker se tračnice svičajo, morajo ustaviti promet. Stvari, s katerimi se soočamo dan danes in to so stvari negotovi. Ampak mi lahko dan danes, danes, povemo Gospod, Ebenezer. To stoji se nam pomagal, no je dobro. Ne samo, ko nemamo kaj za geste, preberamo komu gede. Ja, linolada ne je dobro, ko mora nutella biti. Ali ne vem, kako bi naj pravo koli. Te soke ne je dober, ko mora drugi biti, deca, ne? Oranžna cedevita ne je dobra, ko bi mogla zelena biti, ali žuta, kakšna že počki. Ne, dobro nam ide. Da idemo v bolto, se kupimo tako ščemo, ne tisto, ko bi lepo. Kupimo tisto, ko ne nujcamo. Dostakrat, pojmo si iskreni. Je Kaleb? Ne. Vej. Zdaj se z mobilo pa zapogučavlja. Te, če rekli, vi pridajo te, pa ob 9 je moram naročiti, več ne dobim. Samo pravi primer. Leko se špilamo luksus to čas, ker nam ide dobro. Bojmo zahvalni, Gospode. In te en den, jaz pravim, dosta krat, da se na delu spomnim, Darko več pravi, dosta krat, škoda, da ne dvokrat na kaj ne dela, gale? Tako je pravo. Ne dela, da enostavno le Gospode povemo hvali. Ne samo za njego stvarstvo. Draga cerkev, bojmo Gospode zahvalni, da ga poznamo. Bojmo Gospode zahvalni, da smo doživeli odpuščanje grehov, da je zlo premaganje, da lahko tudi v svojih boleznih, v svojem trpljenju njemu zavipamo, da je on pelo vse na dobro. Proslavljamo taj dan, najbolj to Gospodov den. In hvala Bogu, kaj ne dela. In da kristijani praznujemo, se spominjamo, tako kot Jude žive v tistem času, za njih je bilo to
zelo, zelo sveto soboto takrat. In Jezus je grato Božji, kot Bog, grato človek. In zato tudi ob nedeljah poslušamo njegovo Božjo besedo, ko gnes od mene, v toj zgodbi iz Kopelje pod sebe, in da obhajamo bogoslužja, mislimo na Gospoda. Ne samo, kad prijem se, pa pove, pa poslušam, kodo što je porobo, kodo popevale, pa če da se pravi, co je začelo, ali če da je predugo trajalo. Ne, pustimo to, ampak proslavimo živo Gospoda, ker k tome smo pozvani. Znate zakaj še? Ker je Kristus, Božji sin, po svojem svetom duhu prisoten tu zdaj med nami. Zato jim dovolimo, pustimo njime, da nam on uči, poslušajmo ga in da nas pita, ko češ. Me jasno pred sabo, mej pogum in povej Gospod, geščin to in to. Geščin, da me ti blagosloviš, geščin biti ozdravljen, geščin imeti novi odnos za mojo brato, za mojo sestro, za mojo sosno, geščin biti drugačen od zdaj naprej, ampak tvoje je odločitev. Gospod želej stvari, ki si po njegovem volji napraviti za tebe. In naša cerkev je pozvana k temi, da varuje te dragoceni dan proslavljanja. Zato zakaj? Ker je življenje močnejše od smrti. Ker stiska in beda sta ne naš cilj, ampak naš cilj je veselje in radost v našem Gospodu, v mestu, šterega je našel Gospod pripravlja. Kaj je pa leko hujše? Dosti komi čestitamo za rojstni dan ali pa za novo leto, ko povemo, želim ti Božji blagoslov, zdravje. Tudi ga zdaj opažam, kako pomembno je zdravje. To te imali klopček, pa te celo življenje se na glavo obrne, pa več ne mreš to, kako si leko mogoče pred parimi dnevami. Ampak Jezus to mi ozdravljeno me pravi, ide, pa več ne greš. In dole pravi, kad se ti noj ne zgodi še, ko je išlo, pa ko bi leko bilo išlo. Dragi, greh, pa kakšen koli, je obsodba na večno smrt. Duhovno smrt. Ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Ampak znate, dobra novica tudi v tom dnevi za vse nas, da je Jezus pripravil ozdravljenje tudi za to vrstno bolezen. In to mi se pravi odpuščanje. Jezus je napravil za nas vse in v tom jutri sprašuje tebe, ali ščeš sprejeti to odpuščanje. Ali si pripravljeni odpustiti, ali si pripravljeni odpustiti sam sebe. Dostakrat mi smo pripravljeni drugim odpustiti. Bogu povemo, oprosti me, ampak odpustiti samome sebe je najšmetneje. Pozabiti stvari, ki so bile. Ne se več spomniti stvari, ki nas spremenijo. Ali bi rad ozdravil? Greh je hujši kot rak, ki razjeda in je tudi bolezen. In to je moja odločitev, če si jaz čim to napraviti. Ti moraš sprejeti son to odločitev. Ponavljam se, ampak to je zelo pomembno. Ti leko gnes ideš z tega doma, tako kako si prišel, pa živiš naprej, tako kako si, leko pa napraviš korak odločitve, pa poveš, geščen. Geščen, ker me Jezus pitavlja, koščen. In Jezus ti ščen povedati, to pa to me moti v mojem življenju. Ne v življenju mojega brata pa sestra. Ne gledamo na drugo, ampak na sebe pogledni. To me moti v mojem življenju in geščen to spremeniti. In potem boš leko praznoval v nedeljo z veseljem. Potem boš leko z veseljem, da raden če te zdravljenje dopušča, bar eno rokov pred njim zdigno, ker je on vreden
da ga slavimo, da prihajamo skupaj v skupnost ljudi. In Jezus je to mi pravil, vstani gor, vzemi posteljo, Knez Dom pravi, vstani gor, napravi odločitev, spremeni svoje življenje. Prišla do težave, prišla do bolezni, prišla do skrbi, ampak jaz sem s tebou, s čim biti na tvoji strani. In bremena, ki jih moraš nositi, vsi mi moramo bremena nositi, ampak postala bodo lažja, ker del teh bom jaz skupaj s tebou nosil. In dragi moji, če Jezus si ne damo odgovora, ko s čemu, tvoja odločitev, oprosti, te rešitve ne igra. Zelo skruto povem, ampak resnično. Tako nas Biblija vči in vsi ti, ki smo tu prisotni, verjamemo, da je Biblija resnična. Ampak, če mi zavrnemo pomoč Jezusa Kristusa, sami sebi pišemo obsodbo, nič drugega. Naj nam Gospod pomaga, da bomo znali dati prave odgovore našemu Gospodu. Vprašanje, ktoré popolnoma postavlja, pa je, ko želiš? Ko želiš? Mi znamo, ko ščiro, na nas pa je, ko za odgovora, ne samo z besedov, ampak tudi z dajanjem njemu damo. Gospod Jezus, ker sem ti hvaležen, bo to jutri za tvojo besedo, ktorá je učila na prvo mesto tudi mene. Hvala, da se ti skrbi za nas, da si ti naš resnično povem Ebenezer, ki si nam do zdaj pomagal. In Gospod, hvala ti, da imamo zaupanje v tebe, da znamo, da boš za nas skrbel tudi po bodoče. Kljub temi, da gledamo v eno negotovo prihodnost, ampak znamo, da te lahko zaupamo, ker nas ljubiš, ker se skrbi za nas. Gospod, dragi, te prosim za vse moje drage sestre, moje brate, za vse ti prisotne v tvojem domu. Gospod, dragi, da nam ti učiš v naše življenja, da bomo znali tebi dati pravi odgovor, da nas pitaš, ali ščeš ozdraviti, ko ščeš, kakšno življenje ščeš imeti z menom. Jezus, hvala ti, da nas je to vprašanje spremljalo še naprej. In Gospod, dragi, ne daj da umira, dokaj se ne odločimo za tebe. Ker zato si ti prišel na ti svet in umrl za nas. Amen.